Živja, moje ime je Veronika, sem diplomirana kozmetologinja magistra industrijske farmacije in danes bi rada govorila o učinkovitosti rastlinskih olj, ko pride do zaščite kože pred sončenjem. Torej, ali so rastlinska olja, jedilna olja res dovolj učinkovita za zaščito naše kože pred UVB sevanjem. Ker jaz se spomnim, že ko sem bila majhna, so po plaži delili razna olja, zdaj ne vem, ali je bilo to olivno olje, orehovo olje in razna korenčkova olja in podobno. Zato, ker so pač govorili, da ima ta določeno zaščito pred soncem in pomaga in lepo porjaveti in zaščiti pred soncem. In potem, zdaj se tudi približuje seveda poletje, in so te teme majčkeno bolj atraktivne. In se je začelo pač pojavljati veliko teh alternativ za sončne kreme, zaradi tega, ker sončne kreme so lahko endokrini disruptorji, sončne kreme so kemikalije, ki povzročajo vrsto dermatitisov, vrsto težav, potem tudi vplivajo na okolje in pač veliko je takih floskul, v katere so ljudje prepričani in zato iščejo neke alternative sončnih kremam. In neke študije so pokazale, da naj bi rastlinska olja tudi delovala tako, da bi ščitila pred UVB žarki. Ampak v teh študijah se je izkazalo, da je pri samem izračunu na koncu nekaj narobe, zaradi tega, ker ali ni bilo dovolj redčenja, ali ni bila prava kalkulacija. Skratka, jaz imam tukaj eno študijo, v kateri jaz jo vam bom dala tudi dol, če vas zanima, si lahko več preberete, je zelo zanimiva in točno vse pove, kje je šlo narobe in kje je šlo prav. In oni so tudi sami naredili v bistvu preizkus na 13 različnih oljih in enem maslu. In sicer arganovem avokadovem, olju črne kumine, olju iz korenčkovih semen, čavl mogra olje, karkoli že to je, na kokosovem olju, lešnikovem, konopljenem olju moringe, malinovem, šipkovem, karitevem maslu, kot sem prej omenila, tamanu olju in pa olju pšeničnih kalčkov. In najbolj so se začeli promovirati torej olje iz korenčkovih semen, kokosovo olje, malinovo olje in pa olje pšeničnih kalčkov, da naj bi seveda ščitilo pred UVB žarki. S tem, da celo sugerirano je bilo v eni študiji, da ima malinovo olje nekje med 20 in 50 SPF. Tako da zatem ni bilo nobene kalkulacije, nobenih testov, nobenih podatkov, samo pač povezava z proizvajalcem, ki seveda malinovo olje proizvaja. Tako da jaz bi danes povedala rezultate te študije, ker so zelo zanimive. Tako da bom majčkeno bolj nerdy. In vitro študija, to pomeni študija v laboratoriju, kjer se v bistvu samo na nek način predvideva, kako se bo torej to olje obnašalo na koži, kako bo ščitilo, se je opravljala na Slovaškem. In vivo metoda, torej v živo, na prostovoljcih, pa se je odvijala na Češkem. Tako da tle imamo že dva laboratorija, tako da nam v bistvu dajo že neko sigurnost, plus oni so imeli za kontrolo 6 komercialno dostopnih olj, torej, ki jih dobite v trgovini in so izmerili točno iste, enake vrednosti, kot jih imajo ta olja, tudi po svoji metodi, tako da lahko vemo, da je metoda zanesljiva v obeh primerih. In kakšni so bili rezultati? Rezultati so bili veliko nižje vrednosti SPF-a, kakor v vseh teh kontroverznih študijah. Če tako pogledamo, je SPF, zdaj bom povedala in vivo, ker so pač to tiste, ki so in vivo so tiste študije, ki so pomembne. Druge so samo zato, da se nekako predvideva. Zakaj imamo študije, da se nekaj predvideva, kakšno bo? Zato, ker so in vivo študije, dobiti prostovoljce in vse to izvajati na njih, zelo drage. Zato se vedno dela neke metode prej, da se lahko čim bolj približamo nekemu SPF-u oziroma sami že prej ocenimo, kakšna bo ta zaščita proti UVB sevanju.
Arganovo olje 3,2, avokadovo olje 2,7, kuminovo 2,7, korenčkovo 2,5, čaulmogra 3, kokosovo 1,2, lešnikovo 2,5, konopljino 2,5, moringa 2,9, malinovo 2,6, šipkovo 2,6, karitejevo maslo malo više 4,5, tamanu olje 4,1 in pa olje pšeničnih kalčkov 2,8. Govorimo v SPF-u do največ 4 oziroma 4 samo pri tamanu olju in shea butter. Tako da ta tamanu olje vsebuje kalofiloide in ti kalofiloidi so sposobni absorbirati UVB žarke, zato je močken više. Torej, zato je to tudi tamanu olje bi bilo zanimivo za raziskati. Ampak ne zdaj iskati tamanu olje v trgovino, se z njim mazati in reči, zdaj pa ne rabim kreme za sončenje. Ne, rabitejo. 4 pa pol SPF-a je tako nizek, zanemarljiv, tudi na raznih oljih vidite že SPF 6, kar po mojem bi tak sploh I don't get, zakaj pač proizvajajo olja z SPF-om 6, ampak to so tako nizke, da je pač brez veze, da se sploh mažete s tem. Kamoli, da bi se s tem zaščitili, medtem ko greste ven na sonce. Tako da vse te študije, v bistvu, ki dajo napačne izračune, zelo škodijo vsem ljudem, ki pač želijo dobiti neke kvalitetne informacije, in sem prav vesela, da sem našla oziroma naletela preko Instagrama, da je bila opravljena taka študija in da so dokazali, da je SPF vseh teh olj do največ nekje 3, torej ničelna, nezadostna. Vi potrebujete ustrezno zaščito proti soncu, torej neko kremo, ali če že uporabljate olje, če imate radi olje, se da dobiti seveda tudi zaščitna olja do SPF-a 50, za vse se nekaj najde. Prosim, zavarujte svojo kožo, sploh v teh poletnih časih. Naj vas ne zavedejo neke trditve, da naravna olja, ki vsebujejo trigliceride, maščobne kisline, lahko branijo kožo pred soncem. Ne morejo, ker ne vsebujejo tistih glavnih komponent, čisto preprosto povem, ki bi v bistvu srkale te UVB žarke, a ne. Ni teh komponent v rastlinskih oljih, zato vas ne morejo dobro varovati pred soncem. Nekaj dobro, niti ne, vas ne, konec debate. Uporabljajte zaščito proti soncu, vaša koža bo ostala dlje mladostna. Všečkajte vsebino, subscribajte se na moj kanal in do naslednjič. Lepo se imejte in čau, čau!